Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da smo lahko skupaj. Imamo široko temo, ki bi lahko namenili res, večje število ur, ampak danes toliko za uvod v naše razmišljanje. Ko sem gledala seznam udeležencev, sem videla, da velika večina že ima določene izkušnje s poročanjem, zlasti po GRI-ju, torej ne bomo odkrivali tople vode tam, kjer stvari že poznamo, ampak bi rada opozorila na določene stvari, kjer pa je pozornost potrebna, kjer, bo treba določene stvari nekako dvigniti na neko drugo raven, in morda, določene nasvete, kako se tega lotiti, kar sproti nekako poudarjamo. Torej, kje se novi standardi bistveno razlikujejo od standardov GRI? Glavna načela poročanja, bomo preleteli dvojno matriko pomembnosti, nekako se dotaknili, struktura poročila in odprta vprašanja, ker vemo, da je to delo, ki je še v procesu, tako s strani pripravljavcev, kakor tudi nas, ki jo bomo potem stvari implementirali v prakso. In na koncu še nekaj misli za tiste, ki se šele lotevate oziroma ki boste z zamikom zavezanci za poročanje, pa do sedaj niste bili. Če ste za to, samo v nekaj besedah povemo, torej kam umeščamo ESRS standarde v tej inflaciji trajnostne, zakonodaje. Torej, ko govorimo o standardih poročanja o trajnostnosti, govorimo s pravnim jezikom o delegiranem aktu Evropske unije. S temi delegirani akti smo se že trajnostniki srečevali v okviru taksonomije, ne. Torej bazična zakonodaja je tu direktive glede poročanja podjetij o trajnostnosti. Kot vemo, konec lanskega leta je bila sprejeta s strani evropskih inštitucij in stopila v veljavo v začetku letošnjega leta. Vemo pa, da ta pravna, podlaga ni zadostna v tem smislu, da bi, nas naučila oziroma nam predpisala, kako poročati, zato je potreben ta delegiran akt ESRS-ja. Kot vemo, danes se bomo, predvsem fokusirali torej na ta delegiran akt. Je prvi od aktov, ki nam še sledi, kar smo navajeni tudi, kot rečeno, že, z uredbo o taksonomiji. Kot eno je uredba, ki pa neposredno stopa v pravni red, ko jo Evropska unija, sprejme, in tudi ta ima potem te priloge, delegirane akte, in vemo, da letos, poleti smo dobili te dodatne 4 cilje, ki jih nekako žvečimo in ki jih bo treba pač, vkorporirati že prihodnje leto. Torej, mimogrede, a ne, taksonomija zdaj ima že vseh 6 ciljev, po katerih poročamo, torej, kot del, poročila. Do sedaj je taksonomija se vezala na nefinančno poročanje, v slovenski pravni red je bilo preneseno preko Zakona o gospodarskih družbah. Po novem se uredba o taksonomiji torej nanaša na CSRD in vsi zavezanci po CSRD-ju so tudi zavezanci po taksonomiji.